Hvaležno pozdravljeni. Se spomnite tele skice? Velike skale, sicer malce manj ogleda ven, ne? Ampak pod morjem, pod tole gladino se pa skriva veliko več. In tako so nam razložili, kako deluje naša zavest, ki je zgoraj, jo je zelo malo, in pa podzavest, ki je spodaj mnogo večja. In kaj zdaj vpliva na naše življenje in ne vpliva na naše življenje? Kristi Žmahar je namreč v naši družbi in danes bomo govorili o tistih podzavestnih vzorcih in moram reči, da iskrene čestitke tudi za program, ki si ga pripravlja, ker se mi zdi, da vse prevečkrat se ujamemo v eno zanko, pa si rečemo, ja pa kako? Seveda, da ne veš kako, če je pa pod gladino, oziroma pod površjem. Ja, res je, najprej en lep pozdrav in seveda kosmatinki tamle in seveda gledalcev. Ja. Tita je v uni spodnji fazi. Pod gladino. Kaj so že rekli temu Titanic efekt? Ja, tako je. V bistvu to je zelo en tak preprost prikaz tega, kaj naj bi bila podzavest pa zavest, mogoče pa čisto za gledalce majčkeno bolj razložiti, ker včasih ljudje se vemo, kaj je podzavest, ampak mogoče je malo težko ubesediti, pa bom probala čisto preprosto razložiti. Podzavest je tisti najglobji del nas, to pomeni nek nevidni svet, najglobji del naše psihe, našega uma, ki se obnaša kot snemalnik. To pomeni, ko mi doživljamo naše življenje, snema vse, kar smo videli, čutili, živeli, povohali, ni važno kaj, in to shranjuje. Na podlagi tega izoblikuje naše, recimo, zavestno delovanje, razmišljanje in tako naprej. Primer, recimo, jaz si lahko v tem trenutku zelo zavestno postavim vprašanje, kako je ime voditeljci te oddaje, in rečem Jasmina, To je bilo mogoče preprosta naloga, ampak jaz sem to informacijo potegnila iz svoje podzavesti, takrat, ko so se mi prvič spoznale. To pomeni, to je voditeljica, prijateljica, kakorkoli že, takole zgleda, ime je Jasmina. In tako nekako mi delujemo čez celo naše življenje in recimo, če imamo kakšne težave ali pa nam nekaj ni všeč v našem življenju, verjetno prihaja do nekega kratkega stika, ki je v našem snemalniku, torej pomeni v podzavesti. In tam se dogaja kar precej stvari, ampak je zmotno mišljenje, da nimamo vpliva, da ne moramo vplivati na samo podzavest. Ne, seveda, to je zelo zmotno mišljenje. Nekaj moramo vedeti, to se ljudje ne zavedajo, tudi dostikrat, kar rečejo hudobna čarovnica, usoda, ki si nisi mogel upreti in tako naprej. Če je neki del mene, del moje psihe, uma, ni važen kakorkoli, kdo pa drug bom na tem imel vpliv, če ne jaz. Ljudje treba se zavedati to, da če neki del nas samih, potem imamo vpliv na nas, da sami sebe dovolj poznamo. Mogoče imamo pa včasih občutek, da nimamo vpliva na to zaradi tega, ker tega ne poznamo, ne vemo, kaj se notri skriva. Tukaj je pa zelo pomembno, da se lotimo onega dela, da odkrijemo sploh v resnici, kdo smo, kaj smo v življenju videli, kaj smo doživeli, zakaj se obnašamo tako, kot se. Ampak to so vprašanja, ki se jih v bistvu zelo iskreno v modernem svetu premalo ljudi zastavi. Zakaj? Zato, ker je toliko veliko vplivov in toliko veliko informacij, da večkrat gledamo navzven, kakor da bi pogledali navznoter. Ampak se sliši se simpel, ampak verjetno ni simpel. Ampak ti imaš rada izzive v svojem življenju in zaradi tega si naredila program razreševanja teh podzavestnih vzorcev. Ampak, ta program bomo absolutno pogledali, dajva vzeti en primer, recimo, kakšnega odnosa, ker na vse zadnje odnosi so tisti, ki so zelo pomembni in so odsev in vsega ostalega, kako deluje podzavest kot taka. Ja. Če imamo kakšen pozitiven odnos, mislim, da je brez veze, da kaj seciramo, v tem samo preprosto uživamo, ampak recimo zadnje čase moram iskreno povedati pri mojem delu pa meditacije, ko vodim, izjemno prihaja na plano to vprašanje odnosja. Ogromno je odnosov, ki so trenutno na preizkušnji, ali se končuje, ali pa dobesedno ne razumemo. To pomeni, do tega trenutka so bili zdaj pa preprosto niso več v redu. In definitivno, glede na to, kako manifestacija na planetu trenutno poteka, vse je toliko spotencira, vse je toliko močneje, pomeni, da tudi tisto, kar je naši podzavesti, mora močneje prihajati na plano. Zdaj pa kako recimo zadeva poteka. Jaz sem imela to lastno izkušnjo v življenju. Vkolikor si
ti v svojem otroštvu, predvsem otroštvo je pomembno, mi se zelo tam izoblikujemo, videl dovolj tega, da ti je nekdo sporočil, se ni važen, starši, širša družba, nisi vreden, ne zaslužiš si, tole nisi dovolj dobro naredil, aha, ker nisi dovolj dobro naredil, te bomo še kaznovali, Bog ne daj, da pride še v udarco, ti v svoji podzavesti izoblikuješ, nisem dovolj dobra, ne zaslužim se dobrih stvari, lahko se me kaznuje in ti verjameš ali pa ne, ta signal oddajaš in kakšnega partnerja boš ti pritegnil, mi se pritegnemo dobesedno na prepričanja, ki jih imamo o sebi, zato se za nekatere zdi, da pritegnejo sanjske partnerje, seveda, ki so samozavestni, pa verjamejo vase. In drugi spet dobijo mogoče malo težje odnose, zaradi tega, ker ne verjamejo v sebi, v svoji podzavesti, da si zaslužijo boljše. In potem probajo te ljudi spreminjati. Zelo neuspešna naloga. Ti moraš svoje prepričanje o sebi spremeniti, da ne boš nikoli več dovolil, da bi pristal v odnosu, ki bi s tabo delal manj kot dobro. Aha, ok, to odgovori mnogim marsikatero vprašanje. Ampak na koncu, če pogledamo v vsakdanjem življenju, pa to zgleda potem tako, da grejo ženske na kofe enkrat na teden in pol pluvajo vsaka čez svojega deca, pa noče se spremeniti, pa on ima take težave, a v bistvu govorijo o sebi potem. Ja, seveda. Vedno, ko govorimo o nekom drugem, tudi govorimo o sebi, pa ne mogoče direktno o sebi, da je to del mene. Jaz lahko recimo govorim, nekdo je bil hinavski od mene, pa jaz nisem hinavska, ampak to pomeni, da mogoče moja podzavest sprejema hinavske ljudi v življenju zaradi tega, ker se ne ceni dovolj, da bi postavila osebne meje. Zato se gre. Ampak to je toliko široka tematika, da ti dejansko greš v podzavest pogledati, kjer vzorc zdaj tebe spravlja v težave, pa zakaj se tako izražaš, to je ogromno delo. Pa tudi zelo je tako, ni vse črno pa belo, veliko odkrijemo, ne, ampak zato je pa pol potreba malo več kakšna kava s prijateljicami, ampak bolj kava sam sabo. Kava sam sabo. Veliko krat smo že govorili o tem, kaj je definicija norosti, se pravi, da delaš eno in isto ves čas, pa pričakuješ, da bo kaj drugače, se pravi, pravila igre svojega življenja je treba majčkeno spremeniti. Kako zdaj, s katerimi metodami mi vplivamo na podzavest, če se je ne zavedamo v sami osnovi? Kako kopati po nečem, kar ti ni jasno, ker če ti bi bilo jasno, itak ne bi imel teh težav. Ampak se zato pa imamo zavest. Če ti enkrat ozavestiš, da želiš kopati po podzavesti, razumeš, ne? Aha, je že to začetek. Ja, definitivno ozaveščanje. To pomeni, da sploh spoznam, obstaja nevidni del mene, da ga nisem niti priznavala oziroma nisem se ga zavedala, ni važno. Sedaj me pa zanima, kaj tam je, kateri so spomini, kako je šlo to v mojem življenju, kaj sem videl, kaj sem slišal, to je ozaveščanje. Če se ti že tako vprašaš, to dobiš odgovor. Če jaz recimo potegnem list papirja, pa naredim premico mojega življenja, pa napišem svoje izkušnje, bom to iz podzavesti izčrpala informacijo in bom imela črno na belem, bom rekla, meni se skozi eno in isto ponavlja, ta in ta vzorec. Zakaj? Zaradi tega, ker sem v življenju to prvič videla tukaj. To želim spremeniti, to je ozaveščanje. To je prva stvar in to je že približno, če bi mogla zdaj v procenta, da 60% upravljena naloga. Ostalo pa je pozdraviti to, kar smo do zdaj videli, slišali, poslikali in nadomestiti z novimi prepričanja. Ampak definitivno je moja metoda to. Najprej mora iti ven, da bi lahko šlo noter, ker mi ne moramo na poln kozarec vode še malo vode natočiti. Kako pa to gre ven? Ja, to so pa različne metode. Zdaj, eni radi pišejo dnevnike. Čez pisanje ogromno prihajava. Mnogi, ki smo pisatelji, bi znali veliko govoriti o tem. Nekateri znajo to čez risanje delati, drugi čez vizualizacijo, četrti čez meditacijo. To vsak človek najde svojo metodo. Recimo mi, ko imamo tečaje, predstavimo vse te metode različne, potem pa vidimo... Že pokliče. Ja, in potem se ljudje odločajo, tukaj se najdemo, ogromno pišemo, ogromno meditiramo in pogovor je seveda tudi ključen. Ker ti poveš nekaj na glas, postane resnično. Tako številne so te metode, da se, ampak vedno sem videla zelo uspešne rezultate. Se pravi, se da in tudi praviš, da si razvila poseben program, ki je ravno temu namenjen. Ja, v bistvu se je začeli z meditacijo. Jaz sem ugotovila pri meditaciji, da kupe enih stvari pri meni sami prihaja na plano, te nevidne svetovi in potem sem šla čisto v bistvu malo tudi zelo psihološko, moram priznati, duhovnost pa psihologija, ampak včasih gre skupaj, sem šla čisto iz psihološkega stališča se izobraževati na podlagi podzavesti in potem sem ta dva aspekta združila. In tam sem ugotovila, da
da ogromno metod obstaja, da na ogromno načinov lahko prijemo do odgovora, samo razumeti moramo, kaj v bistvu hočemo doseči. No, absolutno razrešiti vzorce, ki nas omejujejo, ampak torej praviš, da je že to, da ugotoviš, kjer vzorc te omejuje, si že 60% zrihtel. Seveda, zaradi tega, ker če ti ugotoviš, ta vzorc se mi ponavlja, to je ena stvar. Ampak ta druga aspekt je še bolj pomemben. Ta vzorc se mi ponavlja in zaradi tega mi trpijo ali odnosi, finance, ni važno kaj, jaz si tega ne želim več. Ta odločnost, da boš ti to spremenil, ok, odločnost je ena stvar, ampak kaj boš ti pa v naslednjem korak, to se morava zavedati, kaj se bo zgodilo. Ti bo šel tudi v fizična delovanja. Ker ti enkrat to zavestiš, nišče več, recimo, če bi vzela primer agresije, nišče več me ne bo udaril, ker so me tepli v življenju. Ne želim, da moji otroci, kakorkoli to, naprej verjamejo, da je to v redu. A boš ti pol prekinil tak odnos, če je recimo do tebe kakršnakoli fizična zloraba? Seveda, da ga boš. Če se pa ti ne zavedaš, da sploh imaš odnos, kaj je to hud, pa te zlorablja, potem pa živiš v njemu in toneš. Gre se za fizične premike, ki smo jih mi na podlagi tega, da spoznamo nekaj pripravljeni narediti, ker se pa mi še nekaj fizično delujemo, ker mi fizično spremenimo stvari. To pomeni energijsko in fizično imamo pa mi da zmagovalno kombinacijo. Ja, no, vse to je pa potem to. To je uspeh življenja na vseh področjih. Torej, ta program za razreševanje teh podzavestnih vzorcev bazira torej na meditaciji. Ja, bazira na meditaciji in na številnih vajah razumevanja. To pomeni ozaveščanja, kako deluje podzavest, kaj so egoobrambni mehanizmi, ki ne želijo, da spravimo mi to na plano, kje smo se to naučili, kdo so te osebe, ali jim lahko odpustimo, kaj bomo mi drugače naredili, kar so oni naredili, kako tukaj vplivajo naši pretekli spomini, na vse zadnje tudi pretekle inkarnacije, kakšen odnos imamo do denarja, kaj smo se mi iz medijev in kolektivnega prepričanja naučili glede denarja. Zajemamo vsa področja življenja, to pomeni zdravje, odnosi, finance, tako celostno, ja. Ampak lotiti se moraš, oziroma začeti moraš raziskovati samega sebe. Ja, seveda. To moram priznati, da ta tečaj je zelo iskreno kot učiteljica, je ogromno delo. To je eden izmed tečajev, ki tudi iskreno povedala, imamo največ ljudi, ki ga ne dokončajo, ker jim je pretežko, ker pridejo zadeve na plano, te soočijo. Tole je v tebi, ni ti všeč, ampak spremen, to je pa včasih zelo težko, kaj pa če imaš z nekom hišo skupaj, psa pa otroke. Se pravi, tukaj se greš ali pa se ne greš? Se ne greš, ne. Eni ljudje probajo, ampak več ali manj, se pravim, no, tisti, ki so pa dokončali, tisti, ki so res v to šli, so pa pozdravili fobije, travme, zelo globoke strahove, ne. Je pa res intenzivno delo, kar pomeni nekaj, kar te jaz naučim, potem dobiš program za domov, CD-je, vaje, cel fascikel in potem moraš to delati. Tako da, ampak jaz moram reči, ker sem jaz enkrat opravila ta program na sebi, samo enkrat, koliko se je meni življenje razsvetlilo, ko bi jaz lahko to ljudem povedala, to je tako fajn. Splača se res. A bi lahko opisala ta občutek z osvoboditvijo, recimo? Ja, seveda. Osvoboditvijo, v bistvu kaj je svoboda? Svoboda je to, da se ti zavedaš, da obstaja neka neskončna energija, s katero lahko ti operiraš, jo spremeniš v obilje vse, kar ti želiš. To je svoboda. To pomeni, da nimaš nobene občutke omejitve. In zdaj, če ti podzavestno res verjameš, da omejitve ni, koliko daleč lahko gremo. Se najdejo posamezniki na svetu, ki vsak dan dokazujejo, kaj je mogoče, kaj ne. Ljudje z prekinjenimi hrbtenjačami, ki dan danes hodijo. Po vseh medicinskih merilih ni mogoče. Kako pa potem je? Kako pa potem je? Kristi z Mihajlom imata ogromno delavnic, programov. Zdaj si priznala, povedala si iskreno, se pravi, program razreševanja podzavestnih vzorcev je eden izmed tistih težjih, ki ljudje ne pridejo čez. Ok, poglejmo resnici v oči, ampak ali je vsak pa vendarle sposoben ga opraviti, če se odloči? Vsak. Zaradi tega, ker to si ti. To je tvoj to je tvoja osebnost, na vse zadnje in tako naprej. Vsak. Tudi tisti ljudje, ki ga niso opravili, oni so to zelo iskreno priznali. Ne zato, ker niso osvojili metod, ne zato, da niso kaj recimo razumeli. Sploh ne gre za to. Gre se za to, da so se soočili, da bojo mogli narediti
prevelike spremembe v svojem življenju in so iskreno tudi povedali, da niso pripravljeni na to, da ne vejo, kako bojo to naredili, da jih to straši in to je bila. Ja, seveda, gre se predvsem za fizične spremembe, ker se bilo treba kam premakniti, kaj prekiniti, recimo kakšen odnos in tako naprej. In to je zelo težko. Zakaj? Zato, ker potem se nov vzorc zgodi. Aha, vzorc strah pred izgubo, nekoga bomo izgubili, če bomo hoteli sebe osvoboditi. Ampak jaz mislim, da ko bodo ljudje pripravljeni, tudi ti, ki so šli čez te programe, da bojo vedno vedeli, da se lahko tega poslužijo, da imajo tam orodje, ko bojo pripravljeni, da jim pomagajo. Jaz jih nič ne obsojam, vejo, da sem za njih tam in to je to. Kristi, a more dosti boleti, da se ljudje odločijo to? Ker včasih takle pogovorno rečejo, ja lej, te že ne boli dosti, da nisi pripravljen narediti sprememb. Ja, ne vem, zakaj smo taki ljudje, ampak definitivno smo taki, ali nas pripelje nekaj do roba, ta bolečina pa se spremljamo, jaz sem bila tudi taka, ali pa tudi ne. Jaz sem zadnjič brala en zanimiv članek od Marjana Ogorevca in naslov je bil, se ga treba prebrati, tak daljši članek je bil, ampak on je v bistvu rekel, ljudje bi raje umrli, kot se spremenili. Mi dal zelo zamisliti to, kar sem prebrala, ne. Eni pa pač nočejo spremembe. To je pa tudi zavestna odločitev na podlagi starih podzavestnih vzorcev, ampak jaz spet pravim tako, imajo pravico do tega. Upam pa, da tisti, ki pa ne želijo več tako naprej živeti, da pa vejo, kje smo, pa da vejo, da jim lahko pomagajo in da jim bomo v vsakem primeru dali roko in pomagali. Kakšna je struktura recimo zdaj tega programa? Koliko časa si more človek vzeti za to raziskovanje, šolo, ki bi nam morala dati vsem dana, že v sami osnovi življenja, pa so nas rej futrali z ulomki, pa z vsemi ostalimi stvarmi, ki jih mogoče ne rabimo? Jaz sem ta program res probala strniti, ker jaz, ko sem ga delala, pa se izobraževala, to trajalo 2 leti. Jaz sem to strnila v 4 mesece, 4 stopnje. Prva stopnja narediš z mano, vse spoznaš, in dobiš program, ki ga pa je treba delati vsak dan. In to je tako, res je vsak dan, to ni ono, sredo bi, pa pol naslednji ponedeljek, pa tako ne gre to tako. Vsak dan, potem delaš 30 dni vsak dan, torej programiraš podzavest. To je čisti program, to je čisto zdravljenje. Se mi vsi funkcioniramo na programih, ne? Kaj se jih ne zavedamo? Se tudi kaj v službo hodaš en mesec, pa dobiš plača, ne? Tle pa imamo motivacijo, kaj je treba, ne? Pa prideš druga stopnja, naslednja tematika, spet delamo, spoznavamo, pogledamo rezultate za nazaj, ves čas imajo ljudje seveda tudi vmes moja podpora in spet se v mesec dela. Tako da 4 mesece je pa res, da so pa te skupine, ki so delali te programe, tudi najbolj tiste, ki so končale program, da so šle same, samo iniciativno, še enkrat, ki so zdaj že poznali, kako gre čez cel program doma še enkrat, kar pomeni, da so na 8 mesecev, pa celo 12 raztegnili, tako vse sem že videla. Osnova je torej 4 mesece in... Ja, tako. Se zdaj, mislim, tako če rečeš, 4 mesece, 4 mesece, jaz bi torej v enem vikendu sobota nedelja, pa je to to. Ne, žal ne gre. Ampak to so vzorci, ki si jih leta in leta hrano v sebi. Pa sej ne moreš, valjda je logično, da ti ne more nekdo obljubiti, da boš to v enem dnevu zrihtal. Meni je v bistvu to fascinantno, a ne? Recimo, jaz sem imela hude travme že iz otroštva pa tako naprej, ampak ko sem enkrat spoznala to metodo, sem jaz imela v 6 mesecih rezultate. Ampak jaz, ko sem to spoznala, sem bila stara 28 let. To pomeni 28 let nečesa se mi je sidralo. Jaz sem po 6 mesecih znala to pozdraviti in zamenjati. To je super, to ni nič potem, ne? Čisto odvisen zdaj, kaj si doživel. Eni moramo se zavedati, imajo manjše ali travme, strahove, vzorce, ene močnejše. To je vse prilagojeno na posameznika. Moram pa nekaj povedati. Imam pa enega fanta, sem imela v tej skupini, ki je hudo fobijo, govoriva zdaj, v 3 tednih spremenil. Pa si mislim, pa ga gledam kako, ampak govoriva res o fobiji zdaj, ne? So pa tudi taki, pogledal, reče, a to je to? Nisem vedel, da je to hakeljc. Jaz to obrnil. No, pozdravljena fobija. Tako da ne bomo dali na to neke nalepke, to potrebuješ, vsak posameznik je zgodba zase in mi z veseljem beremo te zgodbe. Krasno, kakor mi kontra vajne. Dej mi povej nekaj, a je to en program, ki ima datumski pričetek in konec? Ja, tako je. To pomeni, vikendi so naprej določeni, tako da na naši spletni strani potovanjeduše.si se pogleda, kdaj je prva stopnja, druga, tako da si lahko organiziraš pač un vikend, ne, doma si pa itak prilagodiš program, boš delal zjutraj, boš delal zvečer, boš delal vmes, ne, tako. Okej, se pravi, na potovanje duše tam imate dejansko vse. Kdaj je torej štart? 8. oktobra.
Ne vem zakaj, ampak nekako zima je vedno najboljši čas za kopanje po podzavesti. Polet smo bolj v tej kreativni energiji, pa radi meditiramo, pa jasnovidnostjo se igramo, pa angel in tako naprej. Medtem, ko po zimi je pa dober čas, ker se vse umiri, tudi narava se takrat umiri, če pogledamo. Obrne se vase na nek način. In zato takrat delamo tako oktober, november, december in potem januar, začetek leta. Ja, se glih to sem računala, da to je pa krasna skupina, bojo pa glih zaključali in takrat je recimo zadnja stopnja obilje, denar, samozavest, cilji in je super za začetek leta. A pa res dober datum zbrala. Ja, slučajno se tako zgodi. No, sej, slučaju ni, pa smo spet dejansko pri tem. Glede na to, da si skozi te življenjske procese šla z kar neki Slovenci že čez, kateri je tisti podzavestni vzorc, na katerem pa skoraj vsi pademo ali pa veliko nas? Moram priznati, da je to pa glede denarja. Kolektiven vzorc, prepričana kot so, denar je slab, človek ima denar, je slab, je pokvarjen, ne smeš imeti veliko denarja, ker potem si pohlepam, še najboljša je. Veliko moraš delati za denar, ali pa, če si duhoven, ne smeš imeti denarja in tako naprej. Ampak, tukaj že z osnovno logiko, če pogledamo, na nekatere stvari ne grejo skupaj, obilje. Pogledamo, mi smo neskončna energija, smo duša, ki je neskončna. Obilje je del tega, kar pomeni, da nam pripada. Zakaj gre potem garanje, pokvarjeno, so pa to skupaj s to besedo? Ni logike, vse to je darilo, ki ga mi lahko vzamemo in ga izrazimo v tem svetu, ker s tem lahko marsikaj dobrega naredimo v sistemi, ki smo jih postavili. Ampak, ker so nas že pa naše babice pa detki s tem začeli nekako filati, to je slabo pa tako naprej, je dosti ljudi to obrnili, denar je slab. Potem se pa pritožuje, jaz ga nimam, pa pa v ljubosumje obrnejo, kar pomeni, podzavestno si ga želijo, ampak zato, ker verjamejo o njem, da je slab, ga nikoli ne bodo imeli. In potem pravijo, prijajo k meni, želim si obilja, ampak jaz moram tebe najprej pripraviti, da boš ti verjel, da je to dobro. Tukaj imamo največ, v tej moderni dobi, ki je tudi dokaj je duhovno, definitivno, ampak je tudi materialno, je to eden izmed vzorcev, ki je bilo zelo fajn, da jih spremenimo. Jaz mislim, da je super, da dojamemo, da smo duhovna, spiritualna bitja, ampak imamo življenjsko izkušnjo na tej zemlji in obilje nam torej pripada. No, že zaradi tega se splača, da se malo pomeniš sam s sabo. Najlepša hvala, Kristi, ker si nam zaupala vse to. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, zvedeli vse je od vseh. Zdaj pa na vas je, kaj si boste vzeli in kaj ne. Na Potovanje duše lahko najdete torej kaj več informacij, sicer pa marsikaj zanimivega tudi na www.klepet.kavi.si. Naj vam bo svet lep.